Pozdravljeni kitaristi, začetniki, Jure tukaj. Vesel sem, da ste z mano že tako daleč prišli. Danes imamo predzadnji duet akordov in danes bomo govorili o H-duru in H-molu. Kot prvo bi vas rad povabil, da si pogledate filmček o A-duru in A-molu, saj bo oblika prijema akorda zelo podobna, kot je bila tam. No, pa dajmo mi začeti kar z H-molom. Dajmo začeti s H-molom. Kot prvo bomo prestavili nulto cono oziroma tole našo nulto prečko na drugo polje, s kazalcem. Ja, prijeli bomo tako, da se ne bo slišala šesta struna E, se pravi, kazalec se bo zabil v to šesto struno in je ne bo slišati. Na to bomo pa uporabljali preostale tri prste in sicer tako, dajmo kar povedati, kako grejo gor. Prstanec bo šel na četrto polje četrte strune, mezinec na četrto polje tretje strune in pa sredinec na tretje polje druge strune. V povezavi s kazalcem, evo ti ga, H-mol. Toni v H-molu si sledijo. H, fis, H, D, fis. Ja. Da definiramo H-mol, rabimo tri tone. In sicer primo, H, rabimo malo terco, ja, kar je v našem primeru kaj? D, in pa rabimo kvinto, ki je v našem primeru kaj? Fis. Ja, evo ga. To so naši ključni trije toni. No, in zdaj vse ostale tone, ki jih igramo znotraj akorda, se samo ponovijo te že igrani toni. H-mol. Če hočemo spremeniti akord v H-dur, moramo zvišati tole terco, se pravi iz male terce v veliko terco, kar pomeni, da bomo igrali dis. Evo ga. To bi bil pa H-dur. Tako kot je veljalo za A, če ste si pogledali filmček o A-duru in A-molu, tudi tukaj velja, se pravi, a ne, A je bil. To vam govorim zaradi tega, da boste videli vzporednice, kako si stvari, so si zelo podobne in si jih hitreje zapomnimo, če so si stvari podobne. Ok, evo ga, H-dur. Toni v H-duru si sledijo. H, fis, H, dis in pa fis. Ok. Še ene par besed bi rad povedal o temule H-duru in sicer jaz sem se ga navadil igrati tako, da uporabljam vse prste, uporabljam pa tudi način tako, da uporabljam samo dva prsta in sicer kazalec in pa prstanec. Mogoče malo čuden za začetek, ampak vam bo v prihodnosti to zelo prav prišlo, sploh če boste šli kam višje igrati, se bo to izkazalo za zelo bolj zanimiv prijem. Prijemam pa tako, da spet kazalec isto kot je bilo prej. Zdaj pa prstanec bo mogel poskrbeti za tri tone in sicer tole, kvinto, našo oktavo in pa veliko terco. Se pravi, bo mogla je čez naslednje tone na četrti struni, na tretji struni in pa na drugi struni. Vse en prst. Ampak pazi, mora zveneti fis. Se pravi, ga je treba tako pokrčiti, da imaš tukaj noter, a se vidi, vse se vidi, valjda se vidi. Da ti še zdaj zveni. Se pravi, treba tale prstanec takole pokrčiti. Evo, to je ena taka oblika, ki je tudi zelo pogosta in vam bo tudi zelo prav prišla, tako da dajte probati oboje prijeti. Kaj boste pa večkrat uporabljali, je pa na vas, če imate tako debele prste, kot jaz, boste verjetno večkrat tole uporabljali. Dobro, hvala lepa za pozornost, to sta bila H-dur, H-mol, oziroma glih kontra. Naslednjič se pa vidimo ob zaključku naše sage akordov, durov in molov. Do naslednjič.